Lep pozdrav, začenjamo z rubriko Holistični protokol in vabimo vse naše gospode, ostanite z nami, pa seveda tudi ve, gospe, ki jim kuhate kosilo in večerjo. Z nami je Jasmina Kandorfer in Jelena Dimitrijevič. Komaj že čakam na vse te vajne nasvete, kajti piše nam Vojko, star je 58 let. Je nadzornik v tovarni in prostovoljni gasilec. Zapisal pa je takole: imam velik in napet trebuh. Ves čas me spremlja utrujenost, kilogrami se nabirajo in stari dobri ljubitelj piva in čevapčičev. Torej, naši gosti bosta morda malo zastrigli z ušesi, ampak poglejmo, kaj bi lahko že kar takoj na prvo žogo Jasmina svetovala Vojku. Jaz si bom tale trenutek dovolila povedati, da sem tudi jaz bila gasilka in vsem kolegom gasilcem pošiljam en gasilski pozdrav na pomoč. Tako da vso spoštovanje, kar se tega tiče. Vsa ta gasilska druženja so vedno polna piva in čevapčičev. To je neka taka druga realnost in predstavljam si Vojkota, čeprav ga nikoli v življenju nisem videla, ampak si ga predstavljam, njegov trebuh izgleda, kot da bi bil noseč. Tega je kar dosti, imaš pa potem še drug tip trebuha, ki je pa bolj tak mlahav, mehek. Se pravi, štrli čez pas ali pa ta, ki je napet, ki je že kar tukaj pod prsi in pod pektoralisi, že začenja se bohotiti in je tak napet. Bomo danes mečkeno bolj obrazložili vse to, ampak se pa hkrati z Jeleno tudi zavedava, da verjetno to bolj gledajo žene, kot pa oni sami. Tako da žene, dobro si zapisujte, da boste lahko posredovali informacije naprej. Ja, Jelena, ne, ta podpora je potrebna, sploh če človek živi z družino. To je kar en tak splošen, bi rekla, problem. Seveda gasilce pozdravljava tudi midve, Jelena, ne? Ja. In res hvala za vse, kar delate za nas in za narod. Jelena, torej, poskrbimo za zdravje, ne? Ja, v osnovi je težava, da je veliko stimulativnih snovi v tej hrani, ki se pripravlja. Ali je to recimo tudi meso, ki se pripravlja, zlasti, da ne govorim o tem, da vsebujejo snovi in se razvijajo take, ki so rakotvorne, kot so heterociklični amini, ko se dela ta roštilj varianta in tako naprej. Ni to samo stvar debelosti, pa pol srčno-žilnih obolenj, ampak še marsikaj drugega. Samo je stvar v tem, da smo preveč navajeni na močne okuse. To je zaradi tega, ker dejansko želimo tudi kompenzirati, kakšna stane. Hrana je velika kompenzacija in moški se nerad sooča s svojim čustvenim stanjem. Rajše gre nekako s svojimi prijatelji na pivo, malo se pogovorijo o kakšnem športu ali ženskah ali karkoli takega in potem ta napetost, ki je prisotna na dnevni ravni, kao mine začasno, ampak se nekje kopičijo stvari v telesu in telo vedno pokaže, kaj se v nas dogaja. In potem je lažje se recimo najesti nekaj čevapčičev, pa tudi spiti kakšen pir in pol življenje izgleda malo lažje in malo lepše. Ampak tukaj je res zanka in če se v njo ujamemo, potem je to pot, ki pelje do bolezni. In dejansko je treba v tem primeru, če smo zmožni tega videti, potem poiskati način, kako to kompenzacijo, ki jo delamo s hrano, spremeniti. Kaj nam manjka v življenju. Recimo se tudi postaviti, moj partner je moderator moških skupin, priključiti se nekim moškim skupinam, da se pol spet prebuja to, kar je v osnovi moškost, ne to, kar zdaj vidimo in kar je na splošno prisotno, ampak to, kar moški je, da prevzame predvsem odgovornost za svoje lastno zdravje, ker on je vodja, on vodi ali družino, ali podjetje, ali kjerkoli naj v neki skupnosti, ima to vlogo, ampak če on ni zdrav, če ne poskrbi zase, kako bo izgled tudi drugim. Tako da pač to je mogoče motivacija, da prebudimo res zdravo moškost v sebi in potem se stvari začnejo spreminjati naprej in premikati v tej smeri, da res delamo spremembe, tudi če se nam zdi, da so zelo težke. Ja, Jasmina, in kar nekaj moških je potem ponosnih na spremembo na bolje in jim prijatelji sledijo. Ni več tako zelo pereče, kot je bilo v starih časih, boš pa ja še enega, boš pa ja pojedel nekaj krepkega. Ni več tako. Ta pojem zdravja je v Sloveniji menda po vrednotah, kot jih naši državljani ocenjujemo, na prvem mestu in se zavedamo, kako pomembno je včasih
tudi kakšno stvar vsaj omejiti, če že ne popolnoma črtati iz jedilnika? Ja, eno je teorija, druga je pa praksa. Jaz upam, da je temu res, kar si zdaj ravno kar povedala, ker pač meni se ne zdi, da je res. Ko gledam ljudi, ne ko gledam statistiko, ampak ko gledam ljudi, vidim, da osnovnih stvari, povezav z zdravjem in z vsemi temi zadevami nimamo. Se pravi, imamo ljudi, ki pravijo, pa ne bom pil vode, če nisem žejen, za žejo pijem pivo, a ne. Pivo je tisto, ki dehidrira, pivo je tisto, ki nam še tisto magnezije, kakor ga imamo in podobno, nam ga dejansko spere. Ogromno je motoristov, ki imajo zaradi enega samega piva potem kasneje prometno nesrečo, zaradi tega, ker jim pobere toliko magnezija, da so njihovi odzivi, reakcije slabše, ker je premalo magnezija in ga še tistega, kar ima, dejansko odnese. Drugače pa velik je problem tukaj v našem moškem svetu, sploh pri gasilcih, pri policistih, pri reševalcih. A veste, to so ljudje, ki vidijo marsikaj, ne? Tudi ti, ki recimo odvažajo potem iz prometnih nesreč, ki odvažajo avtomobile in tako naprej. Ti marsikaj vidijo in niso naučeni, kako čustveno to sprocesirajo. In potem seveda, da kompenzirajo. Ampak tudi, če kompenzirajo, z zavedanjem se to počasi začne spreminjati, ne? Jaz nisem tukaj optimistična, kakor Jelena, da se bojo pridružili eni moški skupini, kjer si bojo privoščili to, da se enkrat pošteno zjokajo. Nisem tukaj optimistična, čeprav vidim, da se to dogaja. Mogoče za ta nivo bi bolj rekla, dajmo narediti to povezavo in ugotoviti, da je strup v telesu, da je telo zastrupljeno. Ne na tisti način, da bo zdaj driska pa bruhanje, ampak na tisti način, da so jetra preveč pretovorjena in da je treba čistiti črevesne obloge. Imam primer ene gospe, ki je svojemu možu zapovedala uživanje formule za jetra in črevesje in mu težila samo 5 dni. Potem je pa sam z največjim užitkom to začel jemati in dejansko jo citiram, trebuh je imel kot bojler, v enem mesecu mu je to splahnelo dol. Ampak pol je pa on mislil, zdaj pa jaz nič več ne rabim, ne? In ta bojler je čez nekaj mesecev spet prišel nazaj in potem je s formulo za jetra in črevesje spet naredil, ampak ni poanta zdaj, da obstaja nekaj takega, kakor je formula za jetra in črevesje, kar je sicer res fajn stvar. Pomembno je, da zdaj ti spremeniš svoje življenjske navade, da do tega sploh ne bo prihajalo, ne pa da skozi samo popravljamo. Ja, Jelena, zahtevna naloga, ne? Ja. Kako spremeniti navade, še posebej takrat, ko si v družbi in vsi jejo po starih dobrih navadah te roštilje in se uživa preveč alkohola. Ampak zdaj, če res nagovarjamo tisto splošno publiko, ne, kaj pa čisto vsak lahko naredi. Jasmina opozarja na očiščenje črevesja, da vsaj ta trebuh napet malo plahne pri Vojku, ne. To je smiselno vseeno tudi zanj verjetno, ne? Ja, absolutno se strinjam, ker osnova je res v prebavnem sistemu in kako se pol procesirajo stvari. In ko mi jemo določeno hrano, zlasti gospod Vojko sigurno rad poje veliko mesa, pa tudi alkohol je zraven, se ustvarjajo določeni odpadki v telesu, ne samo kisline, ampak toksične snovi, vemo, kaj se vse nahaja v teh živilih in se spreminja naša mikrobiota. In spremenjena mikrobiota pač ne varuje več telesa na pravi način. In sama ta zakisanost, ki je produkt take prehrane, ki je procesirana, v bistvu obremenjuje tudi naša jetra, kar se vidi potem po simptomih, ki jih gospod ima. Ampak stvar je v tem, da spet delamo neke spremembe, da ne rečemo, ja veš kaj, tako pač je, taka je situacija, od ničesar se mora umreti, to ponavadi rečejo, ampak dejansko trpijo in ne bi želeli trpeti. In ker spremembe ni lahko narediti, zlasti ne tako hitro, in se odreči recimo hrani, ki jo imamo radi in smo navajeni in smo čustveno mogoče navezani,
delamo spremembe, kot recimo pri decembrskih zadevah, tako je tudi pri tem. Je treba zmanjšati uživanje živil živalskega izvora, se pravi, preden grem na eno tako veselico ali neko druženje, se najem doma dobre in kvalitetne hrane, ki je bogata z vlakninami, zlasti polnovredna rastlinska živila, pojem neko kašo ali neki polnovredni kruh, recimo brez kvasa. Ali pa če že govorimo o dopolnilih, pač vzameš tisti probiotika. Tako, pač tudi, preden greš. Jaz vem, da sem tudi, ne vem, par zaključkov pa to, ker sem bila še kar globoko v odvisnosti od hrane, ker sem bila zasvojena s hrano, vem, da sem potem na začetku začela pač kompenzirati na ta način, da sem pač vse preden sem šla, da sem vzela nek probiotik z encimi. Ampak s tem, da to jaz bi dodala temu, zelo je pomembno, da res pojemo nekaj zdrave hrane prej, zaradi tega, ker bomo manj slabe hrane pojedli tam, ker je neko druženje. Ne bomo izobčeni, ne bomo marginalizirani, ampak dejansko ne bo tega toliko veliko in ne bo tak negativen učinek. V vsakem primeru pa je zelo dobro, da razmislimo o tem, da zlasti zaradi takega načina življenja in prehranjevanja, in gospod mogoče tudi nima urejenega spanja, ker delo, ki ga opravlja, predvidevam, da je neko izmensko delo, se pravi dodatna neka zaskrbljenost oziroma dodatni stres. Tako da v bistvu razmišljamo o tem, da ne glede na to, koliko pojemo nekih živil, ki niso najbolj optimalna, da vseeno je večji del naše prehrane bolj zdrav. V smislu začnemo recimo dan z neko kašo, tudi če nismo tega navajali. Če žena peče kruh, mogoče se tudi moški naučijo, oni so še boljši kuharji, če se tega lotijo. Dejansko si sami doma pripravljamo nek brezglutenski kruh, brez kvasa, recimo z vinskim kamnom, ki se zelo hitro naredi, in potem dodamo neke zdrave maščobe, mogoče nek avokado, pa malo nekih mikrozelenja ali nekih kalčkov in tako naprej. Se pravi, naredimo neke boljše, bolj zdrave zajtrke, zaradi tega, ker je to neka taka osnova, nahranimo tudi dobre bakterije, uravnavamo krvni sladkor in manj lakote tudi čutimo čez dan, ker je zelo pomembno, da tudi gospod poje več hrane, kot velja na splošno pravilo v prvi polovici dneva, in da razmišlja o tem, da vseeno dodaja nekaj zelenega. Če mu ne gre s kakšnimi sveže stisnjenimi zelenjavnimi sokovi ali ne vem, neko zeleno listnato zelenjavo, pač lahko vzame mešanico zelenih zadev, ali so to pšenične trave, ječmenova trava, to, kar imamo dejansko v izdelku, ki je že dobro znan na klepetu ob kavi. Tako da v bistvu pač nekaj da dodaja, da se nevtralizirajo te kisline, kislinski odpadki v telesu, in vsaj 70% take hrane bi moralo biti na njegovem jedilniku. Poveča, recimo, da ne bi neke sladkarije toliko jedel, malo več sadja poje, ki ga jemo samostojno, ne mešamo z drugimi živili, juhice kakšne poje, zelenjavne, in pač zadeva se bo uredila oziroma bo veliko manj teh težav, ki jih ima. Jaz mislim, da Vojko še glih malo ne bo začel glih svojega mikrozelenja delati, ne? To je pa kalčkov gojiti, ne? Tudi ponavadi je tako, da recimo, ne vem, kaj imaš kakšne dogodke, pa to, ne vem, ampak jaz sem pri moških zmer tako videla, dan tudi kosila ne bojo jedli, zaradi tega, ker se bojo itak takrat nabasala, ne? Oni se prav pripravljajo na to, da bojo potem tam lahko, šli na polno. In kakor poznam jaz, recimo, takih Vojkotov podobnih likov, bi rekla, da njih bi bilo sram, da oni zdaj v družbi povejo, da si pa oni delajo doma kruh brez kvasa ali pa karkoli, ne. Njim je to kar nekaj, dokler nekdo v družbi resno ne zboli, pa se pa začnejo, ker to povezanost, pripadnost imajo pa zelo močno. Potem se pa v bistvu začnejo spraševati, glej, kva pa zdaj to, ne? In potem se v bistvu ustrašijo zase in iz tega delajo neke spremembe. Ampak šele iz neke bolečine pa zaskrbljenosti, ne iz naravno skrbi zase v tem smislu, ne? Ampak Jelena, meni se zdi, da bi bilo ful super, da poveš to razliko med mehkim pa med napetim trebuhom pri moških, ker se mi zdi, da lahko veliko iz tega dobijo neko zavedanje, ki ga biksajo. Ja, v bistvu, ko vidimo take napete trebuhe, to kot gospod Vojko razlaga, da s tem ima težave in da je res velik trebuh, je delno neka napihnjenost prisotna, ampak načeloma je to znak, da se poje
pretirana količina živil živalskega izvora, ki se kaže na ta način, ker tudi marsikdo misli, da to je beljakovinsko bogata hrana, ampak v osnovi so tudi maščobe. 30%, tudi ne vem, če nekdo piščanca je, dobi ogromno maščob in to so tudi nasičene maščobe, ki niso samo v povezavi s trebuhom, ampak tudi v povezavi s srčno-žilnimi obolenji, kar večina moških ima težave s tem, če ima neke zdravstvene težave. In če pa imamo drugo obliko trebuha, recimo, če je tako, kot si rekla, opisala na začetku, mlahav pa tako bolj gibljiv, to pomeni, da se poje preveč procesiranega sladkorja, preveč ogljikovih hidratov, ki so procesirani. Tako da na podlagi tega tudi kruha, ja, tako je, in na podlagi tega lahko vidimo, kaj je na našem jedilniku, kar bi lahko spremenili, delali na drugačen način. V bistvu stvar je res pestrosti, ampak tudi nekega individualiziranega pristopa. Telo nam zmeri sporoča, kaj je z nami narobe. In jaz vedno pravim, tudi na svojih nekih predavanjih, izobraževanjih, zelo dobro je samo opazovati se svoje blato, urin, neki izpuščaj na telesu, kje dobivamo telesno težo pretirano in tako naprej. Pogledamo svoj jezik, imamo kakšne obloge in tako dalje. Telo nam bo zmeri dalo impulz oziroma znak, veš kaj, čas je, da narediš nekaj zase. Jaz sicer ne vidim, oprosti Branka, sicer ne vidim, da bi bil Vojko idealen kandidat za Jelinino osebno svetovanje, ker bi po moje bilo preveč za njega. Ampak jaz bi rekla njegovi ženi, naj ga motivira v tem smislu, ne pomisli na otroke. Naj pomisli na prihodnost, da bo v bistvu prisoten in zdrav, kadar bo imel vnuke, da bo mogoče celo dočakal prav vnuke in da bo lahko še dolgo pomagal vsem ostalim. Ker več kot očitno gre to za eno res dobro dušo, a ne? In pri takih primerih je zelo fajn, da začneš z majhnimi koraki in se potem zgodi efekt snežne krogle. To pomeni, da začne dobivati vedno več in več, ker vidi rezultate. In recimo za formulo za jetra in črevesje bo zelo hitro videl rezultate, ko bo začel trebuh plahneti. Ker to ni maščoba sama, ne? To je en kup drugih stvari. In ko bo to začel plahneti, bo začel dobivati pa bo dobil kakšen komentar, kakao, se njemu je vse glih, ampak mu bo pasal, ne? In potem v bistvu imaš vedno več motivacije. In potem na koncu mogoče bo pa res prišel si pogledati jezik, pa oči, pa še kaj drugega Jeleni, pa bo postal motivator vseh ostalih okrog sebe. Ampak treba je začeti počasi. Ponavadi nekdo, ki pač živi skoraj da ne na čevapčičih, pa na pivo, pa mu rečeš, kaj ne vse naredi, bo pač vrgel puško v koruzo takoj. Ko bo pa videl, koliko mu to dobro dela. Ampak počasi po korakih, no. Ja, ker Vojko poroča tudi o utrujenosti, ne? To je že kar hud simptom in marsikaj, glede na njegove težave, lahko sledi. Kasneje se pojavljajo hujše težave. Kaj vse bi lahko bilo, slišimo od mnogih, ne? Najprej malo utrujen, pa mogoče kakšen kilogram preveč. Ja, zato ker utrujenost večina ljudi ignorira. Zakaj? Zaradi tega, ker je to hitro rešljiv problem. Pač še eno kavo spiješ, ne? Ali pa eno energijsko pijačo. In sploh ne vidijo to kot problem, ampak samo kot nadlogo, ki jo lahko rešimo. Ja. In reševanje utrujenosti s poživili je kredit, ki ima zelo visoke obresti. Kadar smo utrujeni, rabimo malo vode, rabimo več počitka in iti prej spat. Torej moramo pustiti, da smo utrujeni. Če mi to kamufliramo in smo potem kao, da nismo utrujeni, mi smo še bolj utrujeni, v resnici izčrpani. In poživila so slepilo za telo, da ima energije, medtem ko je nima. In to je kredit, ki ima tako visoke obresti, da ga pač ne vzameš, ker se ne splača. Ja. Jelena, Jasmina je prej lepo povedala zgodbo enega od naših gledalcev, ki je hitro šel na bolje. Navedla si ogromno enih drobnih korakov, a ne? Mogoče še zadnja vzpodbudna misel za Vojka in še vse naše drage fante, ki jih imamo radi in ki smo jim tako zelo hvaležni za vse, kar delajo za nas. Ja, v bistvu dejansko, gospod Vojko, nisem treba popolnoma odrekati načinu življenja, ki ga živite, uživati v tem, kar radi počnete, ampak čist malenko samo poskrbeti zase, narediti kakšno spremembo, da ste še dolgo z nami na tem svetu.
In res vam hvala, Vojko, da ste tokrat vi nas poklicali na pomoč. Mi pa vračamo pozdrav vam in vsem vašim doma in vsem seveda gasilkam in gasilcem po celi Sloveniji. Veseli smo, da skrbite zase in tudi vi kdaj pokličite nas na pomoč. Hvala za pozornost, srečno in seveda ostanite z nami v naši oddaji.